Zanima me delo z ljudmi in ples. Računalništvo, torej programiranje. Pa še moj oče računalništvo, ali me pač še bolj to zanimalo. Šport, sem si rekel, da če mi ne rata postati profesionalni športnik, da gremo v take vode, ki bi bilo še zmeraj povezan. Mene v bistvu zelo zanima recimo nastopanje pa recimo film, gledališče. Ne vem še čisto točno, kaj me zanima, ampak me že malo bolj vleče proti zgodovini. Če si med tistimi, ki jih ne zanima skoraj nič ali pa to še raziskuješ, s tabo ni nič narobe. Je pa dobro, da se o tem s kom pogovoriš. Pri tem lahko pomaga tudi šolska svetovalna služba. Bi ga najprej vprašala tudi recimo po hobijih, kaj pa ga veseli, kaj rad dela. Jaz sem pa dober pri tehniki, pa rad delam, ne vem, z lesom, mogoče bi pa kaj takega. Ali pa, da je odličen učenec, pa da še ne ve sploh, kam bi šel. Mogoče je res zanj najboljša izbira gimnazija. V bistvu po teh razrednih urah nam ti svetovalci pomagajo, pa pač delamo stvari, da pač najdemo pravo izbiro. Sem se odločila, da bom šla na gimnazijo, da imam še čas za premisliti. Vprašaš kakšne učence, ljudi, ki jih poznaš, ki pač hodijo na to šolo oziroma so hodili, in da jih vprašaš, kakšne izkušnje so imeli na tej šoli. Največji stres mi predstavlja to, da bi se napačno odločila, vendar vem, da je to mogoče popraviti. Če izberemo prezahtevno šolo in dobivamo slabe ocene, nas lahko mine volja do učenja. Če pa je ta prelahka, bodo ocene lahko slabše zaradi pomanjkanja motivacije. Dobro je premisliti tudi, kako si predstavljamo službeno okolje. Bi pa rada delala neko delo tako v pisarni, da nisem velik na terenu. Lahko delo od doma, lahko pa bi tudi hodil v službo. Če bom jaz imela službo, mogoče tako pač, da jih včasih malo zamenjam. Bi dobil službo, kjer je solidna plača, kjer ne da bom zdaj mogel od vsakega računa živeti. Obstaja tudi možnost, da nas to, kar nas zanima danes, naprimer čez 10 let ne bo več pritegnilo. Veliko ljudi se je šola za en poklic, nato pa opravlja čisto drugega.